Pozdravljeni, moje ime je Rosvita Golčer-Hrastnik, sem solastnica in direktorica podjetja Biosistemika v Ljubljani. Že ko sem delala diplomo, pa sem bila v laboratoriju, sem jaz to ugotovila, da to ni za mene, da jaz moram imeti večjo dinamiko, da se mora kaj dogajati, da rabim izzive, no, pa da rada srečujem razne ljudi, pa odkrivam nove, predvsem pa, da grem rada v tujino. No. Vedno mi je bilo zanimivo delati v firmi, ki izvaža, firmi, ki gre ven, ne, da je samo v Sloveniji. To mi je bilo nekaj najbolj zanimivega. Težko si predstavljam, mogoče za kakšno kratko obdobje, gotovo je zanimivo tudi biti nekje zaposlen, tudi zato, da vidiš iz drugega zornega kota, kako stvari potekajo. Ampak meni osebno je bilo to nekako, sploh ni bilo vprašanje, no, to je bilo za mene dejstvo, da jaz grem bolj v poslovne vode. Generalno gledano je za ženske težje. Jaz sem imela kar srečo, da sem nekako, po eni strani nisem pustila tega, da bi meni kdo rekel, da jaz to ne morem. To je za mene nekaj, v bistvu je tako, najbolj me vzpodbudiš, če mi rečeš, da nekaj jaz ne morem ali pa da nekaj ni za mene. Ne? Ampak po drugi strani sem imela pa srečo, posebej še zdaj, no, zadnjih 12 let v Biosistemiki, da sem bila pa obkrožena res z ženskami, ki so same tudi uspešne na svojem področju in ta princip ni bil toliko prisoten. Tako da, če pa bi mi bil pa kvečmo za izziv, da grem nasprotju, oziroma da dokažem, da temu ni tako. V Sloveniji, če tako pogledam, je za ženskam iz tega zornega kota porodniškega dopusta in potem tudi bolniških in vsega tega, pa tudi, ker se o tem v zadnjem času veliko več govori in to so tlakovale naše predhodnice, jaz sem vsem zelo hvaležna, je lažje, če primerjamo to recimo z drugimi deli sveta. Tudi ta zelo razvita Zahodna Evropa ni povsod tako zelo lepo razvita. Recimo ena naša sodelavka dela za nas iz Španije in tam imajo, mislim, da 3 mesece, 4 mesece porodniškega dopusta in nič več. Ne? Se pravi, da iz tega vidika je dobro poskrbljeno, ampak je pa nekaj, kar je pa prvič, kot ženska že imaš tako slabo vest, kar se tiče otrok, po drugi strani je še vedno v družbi se nekako smatra, da je mama tista, pa saj mama je tista, ki je pomembna takrat, ko je otrok bolan, ali pa kadar so kakšne druge stvari, pa še potem pridejo vse ostale zadeve, od staršev do družine in tako naprej. In ko to vse naložiš na ramena, je tega zelo veliko in je naporno, zelo naporno. Pritiski so pa dvojni. En pritisk si ustvarjamo same, vsaj jaz zase lahko rečem, in je zelo težko s tem nekako sebe potem prepričati, da je dovolj dobro ali pa da ti ni treba vsega. En del tega pa daje družba. Ne? Družba vseeno pričakuje od tebe, oziroma se reče, mame ni bilo doma, ja, pa ti bi morala biti več tam, pa tako naprej. Tako da jaz absolutno povem, da je za ženske bistveno težje. Najtežje je bilo, ker je bila moja hčera čisto majhna in takrat to je bilo obdobje te velike krize, ki je takrat iz Amerike prišla v Evropo. Moja hčera je rojena 2008, skoraj 2009, no, in takrat je bila čisto majhna. Mi smo imeli v podjetju takrat velike pritiske, majhen otrok, vse to je bilo res zelo, zelo naporno. Jaz jo morala kot dojenčka že pustiti in iti na poslovno pot in poskušati iskati rešitve in to je bilo pa res. To je bilo pa zelo, zelo težko. Najbolj sem na 2 stvari ponosna. Ena je to, kar sem rekla na mojo hčero, da sem jo v vsem tem, kar se je dogajalo, uspela vzgojiti v osebo, kakršna danes je, in upam, da bo šla po tej poti naprej. Druga je pa sigurno Biosistemika, kjer sem direktor že zadnjih 10 let in kjer smo uspeli ustvariti in razviti eno vzdušje, ene odnose, kjer se ljudje dobro počutimo, kjer se radi gremo, kjer se odkrito pogovarjamo, kjer ne obrekujemo, kjer ni razlik med spoloma ali raso ali karkoli, kjer se imamo fajn, tako da, in kjer smo radi skupaj. No. Tako da to ni nekaj, kar je enostavno, to ni nekaj, kjer lahko narediš kar copy-paste, to ni nekaj, kar lahko narediš od danes na jutri. To je en proces, ki traja dlje časa, to je bazirano tudi veliko na zaupanju in zaupanje je ena zelo krhkih stvari, ki se zelo hitro lahko, težko ga je vzpostaviti, pa zelo hitro se uniči. Tako da to je nekaj, na kar sem zelo ponosna. Ne toliko na poslovne uspehe, kot na to, na odnose, pa na firmo, na to, kakšni smo. No.
Zadnjič mi je ravno nekdo rekel, da smo ženske v podjetništvu manj pogumne, ampak jaz mislim, da nismo toliko manj pogumne, kot smo zaradi družbe, kakršna je, ki pa žensko delo bolj strogo sodi, pa recimo tudi kakšno napako, ker sigurno narediš tudi napako, noben ne more narediti vse prav, ampak ženske napake se bolj strogo ocenjujejo, kot se pa moške. Moškim se nekako pripiše, ali pa je to normalno, pri žensko se bolj strogo gleda. Se pravi, treba je biti tudi bolj pogumen, ker se časi tudi spreminjajo, se pravi, manj se sikirati, biti bolj pogumna, bolj v sebe verjeti, pa bolj sproščeno iti kot vseeno, ker na koncu se vedno najde rešitev.